Danes smo izvedeli že zelo veliko o čustvih. Tista negativna so res slaba čustva, a ne? Se ne počutimo ob njih dobro. Spravi strah, jeza, žalost, ljubosumje, pa še kaj bi se našlo. In tudi smo že povedali, da si lahko pomagamo premagati ta negativna čustva s plesom, z igro, s petjem, z objemom, s pogovorom. Jaz imam pa še eno idejo, kako lahko premagamo ta čustva in jih vržemo stran. Ja, poglejte, izdelala sem si tako škatlico, ki sem jo polepila z različnim papirjem barvastim in nanjo narisala stvari, ki me naredijo veselo. To so živali, potem rožice, rada imam sonce in mavrico ter morje. Vidite? Ja, in tukaj so tudi obrazki, ki se smejejo. Spredaj in zadaj. To je škatlica, ki jo jaz uporabljam, kadar sem recimo jezna. In takrat odprem škatlico in rečem: vsa jeza, pejdi v to škatlico notri, in hitro zaprem. In svojo jezo zaprem v to škatlico. Potem grem pa k vratom ali pa k oknu in škatlice preženem jezo ven. Odprem in rečem: jeza, strah, žalost, odidite, ne potrebujem vas. In tudi to nam pomaga, boste videli. Takoj se boste počutili bolje. Lahko izdelate iz škatle ali pa na primer iz kakšne embalaže. To je embalaža od kave, ki je ne potrebujem več in bom uporabila zato, da bom sem noter potem skrila strah, jezo, žalost, ljubosumje. Ko se ne bom počutila dobro, bolezen tudi noter, zaprem in potem vržem stran skozi okno. Ja, okej, smo razumeli. Izdelajte zdaj še vi svojo. Lahko, kot sem že omenila, najdete kakšno škatlo, ki jo ne potrebujete, lahko je večja, ali pa kakšno embalažo. In potem, recimo, sedaj bom delala z embalažo od kave in bom pogledala, kako velik papir potrebujem za oblepiti tole embalažo. Si nekako označim, tudi pri škatlici recimo, date takole na papir in lepo po papirju obrišete in izstrižete. Jaz bom kar cel tale trak odstrigla, potem bom pa videla, koliko je potrebujem. Strižem. Sedaj sem narišite tisto, kar imate najraje. Ravno prav bo. Dobro. Sem narišete tiste stvari, ki jih imate najraje. Kot sem že omenila, jaz imam zelo rada živali in bom narisala muco. Takole mucico narišem, muco imam rada. Narišemo muciko, žebrke in tačke, pa trebušček, repek in pa nogice zadnje tačke. Tako muco sem narisala. Narisala bom še sončka, ki nas tudi spravi v dobro voljo. Tako, potem imam rada sladoled, bom narisala sladoled. Tako, kaj še? Jaz sem narisala te stvari, ki mene naredijo veselo in jih imam rada. Vi pa narišete, kar imate sami radi. Lahko imate radi igro žogo, narišemo žogo. Potem lahko narišemo rožice. Stvari, ki nas veselijo. Vse to pobarvamo. Bolj bo barvasta tale vaša risbica, bolj bo odgnala te slabe občutke.
Tako, jaz sem narisala stvari, ki jih imam rada. Zdaj jih bom nalepila na tole mojo embalažo od kave. Tudi kavo je rada, zato je pa že prazna. Takole, veliko lepila potrebujete, bo dobro prijelo. Kar po celi risbici ali pa po tistih koščkih, ki jih boste izstrigli za na škatlo. Polepite in takole. Evo. Takole, moja škatlica je že gotova. Lahko še na vrhu, sem se spomnila, da bom na vrhu pa narisala obrazek, ki se smeje. Tako kot sem na škatlici naredila, tudi sedaj na tole škatlo embalažo od kave. Se pravi, to je škatla, ki spremeni jezo, žalost v smeh in veselje. Krih, žalost in jo vrgli ven skozi okno, skozi vrata. Kar povejte in naj se ne vrača nazaj. Ampak saj veste, vsi smo kdaj žalostni, jezni. Nas je česa strah, to je zelo človeško, se tako reče. Vsi ljudje čutimo in tako je prav, ker smo živi. Tudi živali so žalostne. Tudi rožice, če jih ne zalijemo, so žalostne. Tako, polepimo še zgornji del. Ko me bo strah, ko bom žalostna, bom zaprla te negativne občutke v tole škatlico in bodo izginili.